da se zavedamo, kako je naravovarstvena učilnica, kot je tale, pomembna za seznanjanje naših najmlajših o stvareh, ki so jo včasih mladi prejeli ob poti v šolo, znanja, ki so jih prejeli ob poti v šolo, danes pa iz avtobusa žal tega ne morejo videti, zato z avtobusom pridejo sem in si pogledajo, kako živijo ribe v okolju, kako ohranjamo ribi fond in tudi kako so lahko ribe zdrava hrana, poleg in ostale in zelo raznolika. Občina Krško je k temu projektu pristopila z namenom, da se ozavesti tam, kjer je v bistvu najbolj pomembno, se pravi že v vrtcu, naprej v šoli, o zdravi prehrani. En del zdrave prehrane je vsekakor riba, za katero ugotavljamo, da je premalo na naših jedilnikih. Vesela sem, da smo bili lahko eden od partnerjev v tej zgodbi, lepi, dobri zgodbi. Hvala za povabilo in hvala za to, da smo lahko se veliko skozi ta leta naučili. Torej, veliko je bilo povedanega o zdravi prehrani in o zdravem načinu življenja in ravno to je tisti razlog, zakaj smo se mi tudi za ta projekt odločili, predvsem zato, da ribe postavimo večkrat na šolski krožnik in pa na krožnike tudi v družinah doma. V sklopu projekta Ribe na šolskih krožnikih smo v vrtcu Krško za otroke pripravili predavanje na temo pomembnosti vključevanja rib v prehrano in jim tudi potem na kuharski delavnici pokazali, kako se pripravi ribi namaz. Pri tem so otroci zelo uživali in se predvsem na zabaven način s pomočjo praktične delavnice naučili, zakaj je pomembno uživati ribe, še posebej ribe lokalnega izvora. Vendar ugotavljamo, da ribe pa vendarle niso tako zelo pogosto na jedilnikih naših učencev doma, kot bi bilo to zaželeno ali pa glede na odstotek ribičev v Kostanjevici. Tukaj smo se naučili marsikaj, kako to predstaviti, kako v bistvu razvijati izdelke, promovirati ribe. No, in potem je bilo največje veselje, ko so otroci lahko to ribico vlagali noter. In mislim, da je to sistem, kako pripeljati otroka do tega, da vejo, kaj smo delali, da naši zanamci še poznajo ribe, tako kot je rekel gospod župan prej, da sam še z avtobusa. Ampak mislim, da smo na dobri poti, da ohranimo del te narave.